Gremo na drugi sklop. Drugi sklop je poizvedovanje v ISE-katastru. Zdaj v tem osnovnem oknu ISE-katastra se za poizvedovanje po grafiki pravimo s tole ikono, kjer je narisan nek globus, in vstopimo v ta grafični segment ISE-katastra. Ta nam omogoča iskanje po parcelah in stavbah. Tukaj vidite, da se je tudi izrisana legenda, kjer so prikazani vsi te sloji, do katerih imamo zdaj vpogled. Zdaj, če se tukaj kar približamo nekemu območju, evo, vidimo, da nekateri sloji so še obarvani s sivo barvo, to pomeni, da se na trenutnem zoomu ne prikazujejo. Zdaj, kolikor se prikažejo, se tudi obarvajo s črno barvo. Sama legenda je sestavljena iz postopkov katastra nepremičnin, zgodovine na dan, kjer lahko pogledamo stanje, se pravi na trenutno, v tem primeru na 10. 3. 2022, iz opozorilnega sistema in pa iz ostalih slojev GU, kjer najdemo DOFE, namensko dejansko rabo, GJI in podobne zadeve. Zdaj najbolj pomemben bo tale sloj, se pravi kataster nepremičnin, kjer imamo v bistvu prikazan zemljiški kataster, bonitete zemljišč in pa register prostorskih enot. V zemljiškem katastru so prikazane zdaj stavbe, kjer imamo v tlorisu stavbe, ki so že vpisane v kataster stavb. Tloris nadzemnega dela prikazuje vse stavbe, tudi tiste registrsko vpisane, zajete iz ortofoto izmero. Tloris podzemnega dela stavbe in obris stavbe, tukaj so pa zajete v bistvu vse stavbe in tiste, ki so vpisane povzen in tiste, ki so registrsko vpisane. Prikažemo lahko tudi točke, kjer si s klikom na tale A vklapljamo tele labele, številke točk, parcele, evo tudi številke parcel lahko izklapljamo pa vklapljamo. Imamo tlorise stavbe na parceli, ki se nam prikažejo, hišne številke, katastrske občine in podobno. V registru prostorskih enot, se pravi, imamo države, občine, ulice, naselja in tako naprej. In pa naslove bonitet se nam izrišejo območja teh bonitet, kjer je tudi prikazana bonitetna številka. Zdaj za vas bo en pomembnejših slojev tudi tele postopki, kjer v bistvu boste lahko spremljali, če so na posamezni parceli že odvija kakšen postopek, se pravi, če je bila na tej parceli že podana kakšna objava, če je ta parcela plombirana oziroma če je na tej parceli kakšna blokada. Skozi ta iskalnik lahko pogledamo parcele po različnih poteh. Ena od opcij je iskanje preko katastrske občine in številke parcele, kjer enostavno vpišete številko katastrske občine in pa številko parcele, potrdite z Entrom in vam kataster v bistvu sam skoči na izbrano parcelo. Za poizvedovanje po stavbi namesto preslednice uporabite minus. Tu imate nek hitri iskalnik, opcija, se pravi, tle je iskanje po parcelah, iskanje po stavbah, lahko iščete tudi po naslovu in pa recimo po registru prostorskih enot. No, tako kot smo omenili tele postopke, pogledamo, če si vklopite, recimo lahko vidite, da se na tej parceli nekaj dogaja. Tukaj je bilo več objav na tej parceli,
se pravi, da so neke obravnave se dogajajo na tej parceli. Tudi če vklopimo v bistvu, če objave izklopimo, vidimo, evo, da se je tudi neka plomba na teli stavbi bila narejena in da ta parcela v bistvu trenutno v nekem postopku, neki elaborat je bil oddan, ki je še v pregledu s strani geodetske uprave. Če gremo še poiskat eno poizvedovanje, naredimo lahko tudi, smo rekli, po stavbi. Celje, številka 2. Evo, in nam kataster takoj prikaže izbrano stavbo. Zdaj tukaj gor imamo kar nekaj možnosti, se pravi, ena od njih je pomikanje po zemljevidu, druga je izbiranje. Ta izbiranje je v bistvu namenjen izvozu podatkov, ki ga bomo tudi malo kasneje omenili. Lahko merimo, se pravi, delamo posamezno meritev na tem območju in potem tudi te meritve pobrišemo, podobno je mogoče že prek. In pa poizvedovanje. Lahko poizvedujemo po posameznem sloju, lahko imamo hitro poizvedovanje, se pravi, to je nekaj bistvenih informacij o parceli. Imamo pa tudi opcijo naprednega poizvedovanja, kjer se nam odpre takole okno. Evo, se pravi, trenutno imamo poizvedovanje po parceli 658/13 v katastrski občini Celje. Izpišejo se neki osnovni parametri te parcele, površina in pa številka parcele in katastrska občina. Potem se pa tukaj v zavihkih recimo lahko pogledamo, na tej parceli leži ena stavba, to je stavba 1022. Lahko vidimo, iz katerih daljic je sestavljen poligon te izbrane parcele. Sestavine delov stavb, se pravi, podatki o dejanski rabi, o namenski rabi, podatki o bonitetah, to so vse, kar vodi tam v presekih. Evo, vidite, tukaj se nam izpiše vrednost bonitete, kakšna je površina te bonitete, dejanska raba, podatki namenske rabe, in naprej. Potem imamo podatke registra prostorskih enot, pravno enoto gre, za katero naselje gre, skupnost, lokalna volilna enota, vsi ti podatki so tukaj zbrani. Če so kakšne zaznambe na tej parceli, se pravi služnosti in stavbne pravice, omejitve, po novem gradbene parcele, se bodo tudi izpisale tukaj, če bodo slučajno na tej parceli. Pogleda imamo tudi v lastnike. Lastniki, ki so pravne osebe, se nam že avtomatsko izpišejo, vse fizične osebe pa so trenutno še zaklenjene in morate za vsak vpogled, ki ga želite opraviti, enostavno izbrati tole okno, prikaži osebne podatke in navediti razlog vpogleda v te podatke. Evo, in se vam izpišejo vsi lastniki. Zdaj izpišejo se tudi upravljavci in pa upravniki v primeru stavb. To bom tudi kasneje pokazal. Tukaj v zavihku postopki pa lahko pogledate, če je na parceli kakšen postopek, in tukaj si lahko tudi prenesete elaborat za ta postopek na parceli. Ok, gremo na stavbe. Evo, številka stavbe, kliknemo na stavbo. Tukaj dobimo nekaj osnovnih informacij o stavbi, tiste, ki boste tudi podajali oziroma spreminjali v postopku evidentiranja stavbe. Vidimo, izpišejo se tudi deli stavbe. Poljubni del lahko izberemo, kjer se nam bojo izpisali atributi tega dela stavbe,
številka stanovanja, kakšna je dejanska raba prostorov v stavbi, lastniki tega dela stavbe. Evo, imamo v bistvu lastnike, ki so registrski, se pravi, ki so bili vpisani kot registrski lastniki. Imamo tiste, ki so vpisani v zemljiški knjigi, ki so kot verjetni lastniki. Imamo pa tudi v primeru, da gre za kakega upravljavca, se nam bo izpisal tudi upravljavec, oziroma v tem primeru ima stavba upravnika, ne. In tukaj se nam izpiše matična številka upravnika, ime pa priimek se bo pa še, oziroma naziv firme se bo še izpisal v tem oknu. V tem grafičnem zavihku lahko pogledujete med tlorisom stavbe, tlorisom zemljišča pod stavbo. Zdaj tloris nadzemnega dela in tloris podzemnega dela se enostavno zaradi tega, ker nista bila vpisana, ker še pač takrat tega ni bilo, se jih tudi tukaj ne prikazuje. V primeru, da bo stavba vpisana po ZKN, bojo vsi ti sloji aktivni. Zelo zanimiv je tudi tale 3D pogled. Vidite, da ima stavba opcijo 3D pogleda, kjer v bistvu ta pogled je aktiven. Če zberemo v zadnji 4. etaži, evo, želimo videti, kje je del stavbe 405, kliknemo na njega in se nam tudi obarva. Evo. In si lahko tudi pogledamo, kje ta del v stavbi leži. Potem imamo tukaj zavihek tlorisa stavbe na parceli, kjer so informacije za katero vrsto povezave gre. Kakšna je površina tega tlorisa, kako je bil določen, tako naprej. Naslov stavbe oziroma vsi naslovi, ki se dotične stavbe na dotično stavbo navezujejo. Tudi etaže, za posamezno etažo je napisana nadmorska višina, višina etaže, bruto tlorisna površina in našteti so vsi deli v bistvu, ki so v tej etaži. Pa podobno kot pri parcelah lahko spremljamo tudi, če so kakšni postopki na tej parceli po novem zakonu. To bi bilo nekako to, kar se tiče tega poizvedovanja po parcelah oziroma poizvedovanja po ISE katastru.